ko smo bili mulci, je bil Jack tisti, ki je imel v garaži golfa. Bil je cesar, kralj in predsednik ljudskega razreda. Pa kaj še? Še tajnik pa blagajnik. Bil je Tito. Lej, si že spomnim se klasične slovenske šteroglate bajte, 2 štuka. Odspred pa vrata, sandolinom prefarbana lesena težka. V nedeljo smo vsi golfe prali. Jaz sem šel k stricu pomagati golfa prali. Stari, vem, mene je ati domov, ko sem se rodil, pripeljal v rumenem golfu enki. Mi je vse jasno. No, ampak od tistih časov, ko si ti v GPK ležal v golfu, se je marsikaj zgodilo. Med drugim se je tudi razširil ljudski avtomobilski razred in na vzhod, in na zahod. Res je, pol je pa tle še familija. Imaš sestrično in bratranca. Vse je hitro jasno, ne? Ta debata, zato ker so vsi 3 avtomobili še zelo frišni, ne? Golf je nov, Seat je nov, pa Škoda tudi je zelo živa. In tudi mi nismo imuni na to in vsak dolg časa se malo spajtamo. Ja, pa njegova mora obveljati. Nikoli moja ne obvelja, ker to sploh ni res. Ko vsi vemo, kjer avto bo zbral dolenski Indiana Jones. Ja, jaz sem lepe spomine na Čehijo. Točno tako. Jaz sem za komuter minuto tudi že testiral Leona in se mi je pač avto dobro zapisal, ful mi je všeč. Saša Mingrede, ti si bil prvi slovenski avtomobilski novinar, ki je ta novega golfa videl v živo. In nam se je edino smiselno zdelo to, da to debato prenesemo še na video pred kamero. Kaj pa če bi raj na asfalt? Še boš. Prvi na Gorjancih zmaga. Ajde, gremo. No, Octavia pa se pejva pelati. Ta avto je že od samega začetka dalje se dejansko požvižgal na dolge razredne meje. Čehi so pametno prišli na sestanek v Nemčijo, poslušali kimal, pa so pa naredili avto za ljudi. Kaj ti lahko povem o golfu, pa da ne boš rekel, vse to že vem. Golf si je zgradil tako priljubljenost, da je skoraj postal sopomenka za avto. Kakaladon ali pa Adidaski. Iz generacije v generacijo ta avto ni vedno enako velik, je pa vedno dovolj velik. V bistvu je na nek način merilna palica tega razreda. In če se spomniš Octavije iz leta 1996, ne moramo reči, da je bila lepa. Bila je pa točno to, kar so ljudje rabili. Bila je veliko avtomobila, s preverjeno tehniko, z veliko prostora in z veliko uporabne vrednosti. Danes jo pa kupujejo tudi zaradi tega, ker je lepa pa pametna. Če so se pri Volkswagenu držali načela, da si morajo golfi iz generacije v generacijo ostati oblikovno podobni, so imeli veliko več neke ustvarjalne in inženirske svobode takrat, ko so ustvarjali posebne izvedenke. Sam pomisel recimo na Golfa GTI, Plusa, varianta, kabrioleta, Harlekina, Boro, Scirocco, Jetta, Venta, ne vem, še pol ure ti lahko naštevam. Modernizacijo golfa bi lahko na nek način primerjali s klasično glasbo. Nekoč se je vrtela na vinilkah, danes je pač digitalizirana. Če tej napravi danes rečemo radio, je na nek način užalimo. Vse več kot to je. Več opravilni vmesnik v osmici ima vse. Od virtualne pomočnice, ki uboga vaše ukaze, do vgrajene eSIM kartice, ki avto povezuje s spletom. Fanta, saj sta cute, ne? Ampak meni ne more noben zdaj reči, da nisem jaz tist, ko v ovinkih tukaj na Gorjancih uživam daleč najboljš. Vem, da se golf odlično pelje, sem ga testiral. Vem, da je Octavia praktično vzorna. Ampak stari, no, come on! O Leonu govorimo. Ta avto ne samo, da je bil narejen predvsem z mislijo na dinamiko, na dinamične kupce, tudi Seat se vedno hvali in ima tudi čisto prav, da so kupci Seata najmlajši kupci znotraj avtomobilskega sveta. A veš, kaj se še lahko zmenimo? Da nehamo jamrati na digitalizacijo avtov. Tudi na telefonih smo včasih imeli gumijaste številčnice, pa jih danes čisto noben več ne pogreša. Ko ta zadeva pride nekako v mišični spomin, postane vse skupaj nekako otročje lahko. Ko se z avtom spoznaš, ja stari, se ni tako zapleten. Kako bomo pa klimo nastavili? Kako? Evo, lej, na cesto gledam, pa si nastavljam zdaj temperaturo. Vse je jasno, vse je na dosegu rok. Evo, pridite malo pomagati. No, daj. Vrata sama dvigne. Prost, no. Počas. Postavite, ne?
Vidim, da se je prišel široko ustati s kufrom. Ne? Jaz sem kuhno sabo pripeljal, lej. Vozniki Škode so vedno pripravljeni na vse. Zdaj si tudi tako povedal, da imamo mi za 200-litrski prtljažnik. Ja. Ja, nimate 200-litrski Koliko imaš pa prtljažnik? ti kaj, 600, koliko, 20, 30? 640, če pa zici padejo pa 1,7 kubika. Za enega smarta. Ja. Leon je krasen avto, lepo se pela. Ne paše pa čisto vse posod, tako ko paše Golf Octavia. A se strinjamo s tem? Jaz se strinjam. Pa kaj z vama? Krasen je, pa lepo se pele. Ni čudno, da je krasen. Odlično se pele, ne lepo. Pa dobro Lepo se tvoj avto pele, je pač se pele, kaj? Ko mi čakaš, da boš tam stari? Hej, traktor! Same. Man, ta je tudi iz koncerna. Je pa bar kafe, ni iz Barcelone, tako da če boš malo razočaran. Da ti bom en tapas ti bom kel v nos porinil. Fanta, ampak tako, mi se zdaj že kar nekaj cajta med sabo takole bockamo, ne? Kaj pa če bi dali še komu drugmu kaj zapovedati, oziroma nek glas ljudstva ali pa karkoli? Mislim, jaz v bistvu najbolj zaupam ljudem, ne? A ti lahko sam na kratko razložim situacijo. Jaz sem bil do zdaj malo po nemško zadržan, ker sta bila brata malo temperamentna glede tega, kjer avto je boljši. Ampak zdaj, med ljudmi, tole je golfov teritorij. Zdaj jaz nabiram poglede pa lajke. Gremo pogledat. Želim? Kjer pa pošti? Sliki. Prosim te sliki golfa. Jure že golfa, stari. Folk pogleda nekam, pa on Škodo. Škodo ni Škodo pogledala. So bile pa 3 dame, ena starejša, 2 mlajši, ki so se pa v Škodo zagledale. No, zdaj glej, no. Čak. Aha, tu ni bilo nič. Pa zdaj. Leon. Kako beži? Ni bil tu Leon. Kako ni bil Leon? Zumiral je na golfu. Zumiral je na golfu. Videl sem, tako je naredil. Lej, gospa gleda, gleda. Kam gleda? Golfa. Stari golfa gleda. Aha. Shit, ta pa res pogleda Škoda. Sam taj pa ne sediš pogleda Škoda, kam ni jasno, kaj se dogaja. Evo, mi smo zaključili s prvim delom videa in vsaj nekje smo si atmosferci složnjeni, ker se že cel dan nekaj kregamo, kdo ima hujši avto. Vsak od 3 je zabeležil ene vrste zmagoslavje. Strinjali smo se, da če iščeš užitek na cesti, da so vsi 3 avtomobili dobro peljejo, ampak Leon pa v športnem smislu vseeno malo odstopa. Ker smo se obrnili v smer praktičnosti, je bilo zelo hitro jasno, ne samo, da je Jure oborožen s 1000 enimi argumenti, ampak na nekaterih področjih je pač treba priznati Škodi premoč. Pa smo šli po Novo mesto, smo avte postavili na trg. Prvak ljudstva je bil Golf in to smo tudi malo pričakovali. No in do tega trenutka smo mi poudarjali njihove razlike. Ampak če smo čist pošteni, ti avtomobili so si med seboj, če bi pogledali pod karoserijo, zelo podobni. Pravzaprav jih niti malo ne užalimo, če jim rečemo, da so ene vrste trojčki. No, tukaj pridemo pa že do usporednic z našimi pravimi človeškimi trojčki. Lej, pravzaprav imajo vsi eno mamo, fantje so jedli iz iste sklede, tako kot avtomobili za mano črpajo iz iste zaloge znanja in izkušenj enega avtomobilskega koncerna. Ampak življenje pa izkušnje so jih pa vsakega posebej oblikovale čist po svoje. Vsi imajo različne karakterje, malo po svoje razmišljajo, logično, in mi imamo za te 3 fante en eksperiment. No, da vidimo, bodo trojčki vsak s svojimi argumenti, set z dizajnom, pa športnim duhom in večno mladostnim zanosom, Škoda s simpli clever dodatki, prostorom in rušenjem razrednih pravil, Golf pa s tradicijo, pa tehnološko naprednostjo in izpiljenim občutkom liderja za koketiranje z ljudstvom, uspeli na svojo stran spraviti naše človeške trojčke. Jaz verjamem, da ste se mogoče že na kakšnega od avtov navezali, nič gledati. Ne piše. Berite?
10 kapcev vzel. Zdaj pa prosim, lepo pogledajte logotipe na vaših. Kaj je bilo? Kaj se je zgodilo? Davor, ti si izbral golfa. Vem, da pa, ko sem te gledal prej, v katerih avto si se pomikal, se mi zdi, da si najbolj vse tu težil, ne? Bi menjala? Ne, žal. Žal ne. Nič ne bo stari. Luc, kaj pa ti? Škoda, Ja, pa jaz sem šokiran. ti si vojak, ne? To je nemški sistem, ne. Tradicija, organiziranost, ne. Ja. To je nemška šola. Ja, se boš pol pogovoril ti z bratom. Koliko nudiš? Kjer avto pa tebi najbolj ustreza? Seat mi je všeč, posebej ta Leon. Zakaj? Tak je živahen, zgleda živahen in ko se v njega usedeš, je nekaj te prevzame, neka energija. Ampak osebno sem bolj umirjena oseba, tako da mogoče bi mi bolj ustrezala ena večja mogoče varianta, malo bolj prostorna, udobna, ne vem, varianta z pametnimi rešitvami, kar mogoče Leon tega nima. Clever. Ja, deci klever. Ja, sprav ti bi imel Škoda, a ste pripravljeni vidno zamenjati? Ja, lahko probava, ne? Pa imaš as v rokavu, potem zamenjavo za naprej. Vse to, da se je super poklapal, ne? Biram Seata. Aha, ok. Kako ga je izsilil, zvir to? Ja, jaz sem s svojim zadovoljen, ampak dajmo zamenjati. Evo, računali smo na to, da bodo Davor, Goran in Lucijan složni pri odločitvi, pa ni šlo. Izbire je veliko, želja pa še več. Janač, če smo mi ta troboj začeli, ga bomo pa tudi zaključili. No, evo, prišli smo na konec našega potovanja s trojčki, ne. Lej, posneli smo video, ko smo se malo hecali, malo smo se tudi zares vozili, pokazali smo določene prednosti, ampak dejstvo pa je, da vsi ti trije avtomobili s svojimi voznimi lastnostmi, z izbiro motorjev, z izbiro opreme, s prostornostjo ponujajo tisto, kar mi trije razumemo kot vrh ljudskega avtomobilskega razreda. Pa še nekaj je res, ne? Ti si izbral Octavio, ampak nikjer ne piše, tako si jaz mislim, da tudi če bi izbral ali Leona ali pa Golfa, da ne bi bil zadovoljen tudi zato, ker konec koncev oba ponujata tudi karavanski zadek. Ne? To je na nek način največja prednost tega koncernskega trojčka, da v bistvu s tem razponom zadovolji čisto vse avtomobilske okuse. A smo zaključili? To je to. To je to.